Ja, naslov te knjige je mogoče malo nenavaden za naše razmere. Naslov je namreč Heteronomija umetnosti in avantgard. Zakaj pravim malo nenavaden? Zato, ker obravnava neko tematiko, s katero se v Sloveniji v širšem prostoru Srednje Evrope, Vzhodne Evrope nenehno ukvarjamo že desetletja, da ne rečemo celo dlje, pa je pravzaprav še vedno kot da bi bilo čisto nekaj svežega, kot nekaj popolnoma novega. In upal bi se reči, da v tej knjigi postavljam neke hipoteze, neka dejstva, ki doslej dejansko niso bila poznana. Naj na začetku razložim, da tukaj osnovno izhodišče je pravzaprav vprašanje ideologije, politike pri zgodnjih avantgardah, in to dveh, zlasti dveh. Eno od njiju je italijanski futurizem, drugo je ruski konstruktivizem. Zdaj rekli bomo, to so stvari, ki jih zelo dobro poznamo. Ni res. To so stvari, ki jih zelo slabo poznamo. V Sloveniji poznamo sicer nekoliko bolj Maleviča in ta tok ruske avantgarde, in to zlasti po zaslugi Dragana Živadinova, ob tem pa obstaja nek drug tok ruske avantgarde, zlasti Aleksandar Rodčenko in njegova skupina ljudi, ki je pa nekaj popolnoma drugega. In ki s to prvo pravzaprav nima, seveda ima kronološko in siceršno do neke mere konceptualno povezavo in zvezo, ampak sicer je pa to nekaj popolnoma novega ali pa drugačnega. Eno od stvari, ki so jih odkrili v zadnjih nekaj letih in ki je tudi taka novost, je vloga anarhizma v ruski avantgardi, v italijanskem futurizmu in še seveda v celotnem 19. stoletju. In ravno zdaj, v zadnjih nekaj letih so raziskovalci v Rusiji odkrili, da je pravzaprav ta anarhizem bil bistveno močnejši, bistveno bolj vpliven, kot so dotlej mislili. En tak primer, če podam, leta 1921 umre Kropotkin, anarhist. Lenin pride na njegov pogreb. Na njegovem pogrebu je 500 000 ljudi. To so velike zadeve. O tem od danes ne vemo tako rekoč nič. V Italiji ravno tako novi fašistični režim je, da tako rečemo, spodmakne ali pa na nek način ukine anarhizem, in takrat naprej v anarhizmu tukaj ne moramo tako rekoč več govoriti. Se pravi, to je ena taka stvar, ki je nekaj novega. Tisto, kar je pri tem zgodnem, se pravi, futurizmu in pa pri konstruktivizmu pomembno, je to, da je neka nova povezava, da vzpostavi neko povezavo med ideologijo, politiko in pa umetnostjo, ampak nikoli pravzaprav pri tem ne popusti. Mi rečemo, Marinetti, prijatelj Mussolinija, sodelavec, ideolog fašizma in tako naprej. Ni res. Mussolini je dal Marinettija zasledovati s pomočjo vaduhov, da bi izvedel, kaj govori, kaj vse razlaga na teh svojih srečanjih, predstavitvah in podobno. In na ta način pravzaprav postane ta futurizem razumljen na nek nov način, na nek drugačen način. Zanimivo je, da so tisti, ki so ga proučevali, v novejšem času bili zlasti Angleži in pa do neke mere Američani. Zakaj? Zato, ker Italijani so bili tako obremenjeni za to zgodovinsko dediščino povezave futurizma in fašizma, da se pravzaprav tega to niso veliko spuščali. Se pravi, tukaj imamo eno, bi tako rekel, jedro te knjige. Povezava skrajnih avantgard in pa skrajnih političnih avantgardnih, bi lahko rekel, političnih gibanj tega časa. Sovjetski konstruktivizem, italijanski futurizem. Potem imamo drugo jedro te knjige, ki je s tem na nek način povezano, je pa nastala pravzaprav zaradi enega spleta okoliščin. Jaz sem bil leta 1993-1994 v Berkeleyju, imel sem Fulbrightovo štipendijo in predtem sem za mojo asistentko, tedanjo Marino Gržinič, objavila eno knjigo, ki se imenuje Ljubljana, kot New York. In podnaslov je bil umetnost in kultura v Sloveniji v 80-ih letih. In tam sva med drugim predstavljala enemu poglavju tudi najslovenejše kunst. In ko sem bil v Ameriki, sem imel to knjigo s seboj, obstaja tudi angleška izdaja, in en moj kolega, ki je to knjigo videl, sinolog sicer, je rekel, jaz sem pa nekaj podobnega videl v New York Times Literary Supplement. In jaz sem rekel, kako će biti, gre pa za kitajsko umetnost. In jaz sem rekel, kako će biti leta 1993 neka umetnost, ki bi nastajala hkrati, ne bi pa imela tudi neke skupne lastnosti, neke skupne poteze. Kako je to možno? Kitajska Slovenija. Ni kulturne izmenjave nič. Mi nismo vedeli, oni niso vedeli. In potem sem ta časopis videl s tem člankom in se je izkazalo, da je dejansko to res.
Da je to tako, kot bi NSK predstavil na Kitajsko. In potem sem prišel nazaj v Slovenijo in potem sem nekoliko raziskoval to zgodbo na vzhodni Evropi in pa sem odkril, da je ta tip umetnosti nastajal v 70., 80., 90. letih v vzhodni Evropi, Madžarska, Slovaška, Češka, v bivši Sovjetski zvezi, v Rusiji, da je nastajal na Kubi. Seveda izkazalo se tudi to, da med temi pojavitvami te umetnosti ni bilo tako rekoč nobene vzročne zveze. So pa bili neki podobni pogoji nastanka. Jaz znam tukaj zelo pogosto primer gob. Če imate vi vodo, če imate gozd, če imate zemljo, če imate svetlobo, če imate hranilne snovi, slej ko prej dobite gobe. In s te umetnosti je bilo nekaj podobnega. Imela je isto ali pa zelo podobno zgodovinsko preteklost, imela je podobno motiviko, Srb in kladivo, Tito, Stalin, Mao Zedong in tako naprej. Bile so podobne razmere in končalo se je tako, da je pač nastajala neka podobna umetnost. Ta umetnost, ki je nastajala v 80. letih, je bila po eni strani podobna tej zgodnji avantgardi 20. let in tam v času oktobrske revolucije, po drugi strani pa je imela te vplive postmodernizma. In nastajala neka, kako rečemo, nenavadna in tudi še do danes pravzaprav ne v zadostni meri identificirana umetnost, ki je po eni strani se navezovala na preteklost in po drugi strani živela in delovala in nastajala v sedanjosti. Kar je mene preseneča, predvsem tem je, pravzaprav nihče se ni ukvarjal s tem fenomenom kot nekim globalnim pojavom. No in ta umetnost pravzaprav še kar obstaja naprej. Na Kitajskem se dogaja trenutno, zdaj, ta trenutek, ko mi tukaj sedimo, to je neverjetno, kakšne razmere so danes na Kitajskem. Vi imate umetnike, ki imajo studije, ki so veliki tako kot recimo šolska telovadnica in ki prodajo svoje dela po $5 milijonov. In to pridejo v galerijo kupiti likovna dela, tako kot da so prišli na Ljubljansko tržnico. Rečejo, jaz pa hočem tole. $500,000, ni problem, zavite mi. Se pravi, to bi rekel, to je neko drugo tako jedro bilo v tej knjigi. Tretje jedro so pa pravzaprav razmere, kulturne razmere, umetnostne razmere, ko v bivših socialističnih deželah v zadnjih 10-20 letih. Do kakšnih transformacij je prišlo, kako so se kulturne razmere spremenile, kako je pravzaprav ta sodobna umetnost vzhodne Evrope, srednje Evrope na nek način ni izvedla, ni izpeljala tega, kar je veliko ljudi od nje pričakovalo. To je namreč to, da bo postavila neke nove temelje na nek podoben način, kot jih je oktobrska revolucija postavila svojo kulturo na začetku 20. stoletja. Rekel bi samo še to, da se mi zdi, da ta fenomen avantgarde je nekaj takega, kar zasluži nadaljnjo obravnavo. Ta knjiga pomeni, vsaj za mene, pravzaprav neko vrnitev na tisto izhodišče pred kolikimi desetletji, 4.